Danes je pepelnična sreda, včeraj sem dobil na pustni torek, sem mogel iti na pošto. Spet je okrajno sodišče v Trbovljah, sodnica Irena Hribar, primer Katarine Keček. Tam me fejst masirajo, tle niso zdaj policisti, ampak pač tisti, ki spremljate. Glejte, pričakujem sodbo. Zdaj, glede na to, da znam malo kalkulirati tako, vem, da ta sodba ne bo meni v korist. Razen če, zdaj bom to odprl, pa da vidim, če je res sodba. Namreč tale Katarina Keček, to, kar ona dela, jaz sem klical na psihiatrijo, pa so rekli, da ne smejo dati podatkov, ampak v pritožbi bo pa psihiatrija šla na delo. Tukaj pa sodnim pozivom. Se pravi, Roman Vodeb, zadeva dopis, zveza, primer Katarine Keček. Jaz sem vložil ugovor 2. februarja, da prepis, tista 70 strani dolga knjiga, tako rekoč izdana, zvezana, zapisnik tega sojenja meni, je bila taka farsa, to je bil tak montiran proces, da še zapisnik sem videl, da je lažiran. In sem vložil zahtevek, da jaz to preverim, kaj je bilo posneto, ker je bilo vse posneto. Skrito javnosti, montirani procesi so skriti, ker javnost bi videla, da gre za montiran proces, politično motiviran, da gre za farso. Sodnica Irena Hribar se je po mojem videnju vnaprej odločila, da sem jaz kriv, ker imam ene druge grehe, ki sodnicam niso blizu. Se pravi, jaz sem rekel, da sodnice ne smejo biti ženske, ker nimajo čuta za moralno razsojanje. One nimajo postkonvencionalnega čuta za moralno razsojanje. Jaz sem to javno izrekel in mene so svarili, ne to pred sodnicam, ker te bojo za nalašč obsodile. Pa se s tem bojo dokazali točno to. Sodnica mora biti, pa sodnik, pravičen. Tle pa jaz absolutno mi ni sojeno na pravičen način. Javnost je izločena zato, da bi se me lažje linčalo. Jaz sem pa rekel, da bom posnetek, ker po zakonu se vsaka obravnava na sodišču snema, da bom jaz to dal v javnost. In zdaj, namesto da bi mi dali posnetek, so mi zapisnik poslali, knjigo, 70 strani dolgo. In zdaj tlele piše, da jaz naj na to mojo pritožbo, da je zapisnik sojenja napačno napisan, da naj se jaz tlele pritožim, oziroma da naj navedem, kateri del magnetograma, se pravi audio zapisa, se ne usklada z zapisnikom. Zdaj pa, kako naj jaz to naredim, če jaz nimam dostopa do audio posnetka, če čem jaz to preverjati, moram imeti dostop do tega audiovizualnega, ni vizualen, samo audio posnetka. In zdaj, kako naj jaz zdaj to preverim? Se pravi, zdaj moram pa jaz odgovor napisati, da sicer jaz bi to preveril, to bi trajalo 5-6 ur, da bi jaz to stuhtal, ampak bi že stuhtal. Najdu tiste odseke, ker se jaz ne strinjam, ker niso v skladju s tistim, kar sem jaz povedal, pa s tistim, kar je v zapisniku. Samo nimam posnetka. Zdaj bom pa jaz pač spet dopis napisal, dajte mi posnetek, Posnetka mi seveda nočejo dati, ali so pa mislili, da so mi ga dali, pa mi ga niso. Jaz nisem nič dobil, nobenega ključa, nobenega linka, nič nisem dobil. Kako naj zdaj jaz vidim, kaj sem jaz tam posneto povedal, pa glede na to, kaj je bilo napisano.
če bom jaz zdaj ta posnetek dobil, sem jaz sodnici Ireni Hribar zagrozil, da bom jaz vse posnel, pa dal v javnost, ker jaz nemam videe, ker enkrat se bo pa to izkazalo. To ni tako kot včasih, Tito Bobaških proces pa tako naprej. Tam je bilo zapisano, tle pa snemano in jaz bom film posnel, v katerem bom jaz dokazal, kako se je meni delala krivica, kako je sodnica, tudi ta Irena Hribar, pa že prej, Tadeja Oblak, v primeru Urške Klakočar Zupančič, tisti prvi primer, zdaj že drugič grem zdaj na sodišče, zaradi Urške. Paste, ko ste šli na volitve, fejst premislite, ali boste podpirali režim, ki je totalitarn, ki uporablja policijo in sodstvo, da preganja drugače misleče, tudi take, ki smo leve politične opredelitve, svoje preganja. Mislim, nikogar se ne sme preganjati. Jaz snemam te videe zato, ker bom kolaž video sestavil. Ker namreč tale Katarina Keček je javno povedala, da nikoli ne joka. Jokala je, ko je otrok umrl. Ampak zdaj pa nikoli ne joka. V nekaj videih je to, javno se da to, jaz sem posnel, pa dal, ne vem kam sem to dal, na Twitter, na YouTube. Zagotavlja, na nekaj intervjujih je povedala, da nikoli Katarina Keček ne joka. Ta je njena priča, njen prijatelj, jaz sem klical dol v Brežice, to je levi aktivist. Ker tole, kar se meni dela, je politična gonja, politično motiviran proces. Levi aktivist, Edvard Štraus, je pod prisego lagal, koliko je ona jokala, zaradi tega, ker sem jaz rekel, da je nekredibilna. Mislim, to je ena taka laž in jaz jo bom dokazal, da je to laž. Če v 3 intervjujah pove, da nikoli ne joka. Pa veste, kaj je še povedala? V nekaj intervjujih. Ja, naučila sem se lagati. Ko sem bila izbrisana, sem se naučila lagati. Lagala sem policiji, da je lahko preživela. Nič ne rečem, ti kar laž. Samo ne pod prisego lagati, ker se meni dela krivica. Ne lagati pod prisego. Jaz sem vprašal, ali ste bili na psihiatriji? Ne, nikoli. Sodnica je vprašala, ne, nimam. Imate kartotek? Ne, nimam. Ste bili kdaj na psihiatriji? Ne, nikoli. Pa če na 3-4 intervjujih pove, kako je bila na psihiatriji, kako je hodila na psihoterapijo. Mislim, to je vse dokazano. In sodnici sem povedal, čakajte malo, zdaj se pa vi pozanimite. Ne? Jaz sem dokaze. In ko bom jaz video, kolaž delu, bo izpada zelo krivično Irena Hribar, ki je vnaprej naredila scenarij, po katerem me bo obsodila. Jaz sem zahteval izločitev, Vid Pavlica ne bo izločena. Če pristransko sodi, že vnaprej je odločena, da bom jaz obsojen. In zdaj pa jaz sem stopil v kontakt s psihiatrijo. Jaz tam bom dokaze prinesel. Dokaze sem dal že v mojo obrambo. Irena Hribar je brala vse dokaze. Zdaj bom pa v film posnel dokaze, kako je povedala, da je bila na psihiatriji, kako je povedala, da je lagala uradnim organom, kako nikoli ne joka. Tam pod prisego pa laže. In jaz zdaj nimam tega audio-video posnetka, da bi jaz preverjal zapisnik, ki ni tak, kakršno se je tam dogajala. Govor moj, pa zapisnik ni tak. Niti tist, kar sta ta dva, Edvard Štraus, njen dolgoletni prijatelj. Sem ga vprašal, a vi veste, da je bila na psihiatriji? Joj. Se pravi, jaz ne morem zdaj to preveriti in zdaj bom jaz dopis napisal Ireni Hribar, dajte mi posnetek, ki ga bom posnel, pa video posnel. In s posnetkom pa preveril to knjigo, zapisnik, pa tisto, kar sem jaz v resnici rekel, oziroma so vsi tlele rekli. Tale sodnica se vnaprej odločila, vsak laik, vsak kmet
bo poslušal moje argumente, ne, bo vedel, da se meni dogaja krivica. Ne, to krivico bom sicer v pritožbi, če ne bo meni v korist, v pritožbi hotel poravnati, se pravi, jaz želim, torej jaz se bom pritožil, če ne bo sodba meni v korist. Ker tako politično preganjanje, ne, če zmaga druga opcija, jaz sem šel osebno do ministra za pravosodje in zahteval, da se preveri, kaj se meni dogajalo v Novem mestu pod taktirko sodnice Tadeje Oblak in kaj se gre Irena Hribar, kako me vnaprej obsoja. Mislim, to je politični proces in to bom jaz dokazal, ker zgodba je ta, v ozadju, to, da me Katarina Keček preganja, je pač en intervju, ki sem rekel, ona ni kredibilna, da obsoja Slavka Kmetiča za 25 let, da je v dvigalu 10 sekund vozi na RTV-ju, spolno nadlegoval, za 25 let. Ne? In ona se hvali, kako bo njega tožila. Jaz ne vem, če njega toži, mislim, da ga ne. In če ga ne, zakaj pa mene? Veste zakaj? Zato, ker ta feministična srenja, 10 let išče mehanizme, kako bi mene utišala. In zdaj je najdla Katarino Keček, ona pa ko svinja obuče, se zaleti v mene z insinuiranimi zgodbami, pod prisego laže in se hvali, kako jaz 10 let fehtam. 10 let fehtam. Tisto, kar bi pa njej jaz lahko, mislim, kar pa ona pravi, da je užaljena, da sem rekel, da je nekredibilna, je bilo pa leta 22, avgusta, ker sem dal intervju za Nova 24. Pa potem sem rekel tudi, da to članek proti Zavcu. Zavec, revež, je odstopil, ne kriv, ne dolžen. Gre za tisti boks v državnem zboru, za katerega je kriva Urška Klakočar Zupančič. In Katarina Keček se je spravila na Zavca. In potem jaz na Twitterju neki tweetnem in to Miti Kunstlu, Mike Stone, vsi veste, kdo je on. Sem rekel, Katarina Keček ni kredibilna. In zaradi tega mene to je za 10.000 evrov. Jaz pa dokazujem, da je nekredibilna. Irena Hribar ve, da je nekredibilna. Sam mene bi bilo pa treba obsoditi, ker jaz sem pa tist ne bodi ga treba, ki z leve politične opcije razlagam stvari, ki so vsakemu kmetu jasne, da sta spola različna, da otrok rab očeta pa mamo, da je feminizem rak rana človeške družbe. Za nameček, so mi hoteli reči, so me vprašali tale odvetnik Urban, tam njen odvetnik je rekel, a je Katarina Keček feministka? Jaz ja poznam feministke, ona ni feministka. Ona ni feministka, če vem, kakšno spolnost ima. Mislim, konec zdaj rečem, vse, kar dela ta levi režim, bo dokumentirano tudi v teh mojih videih. Irena Hribar, še je čas, da se streznite in delate, ne bom rekel povesti, ker ženska in vest, to sta dva pojma. Delate tisto, kar veste, da morate kot sodnica narediti. Vsi dokazi so meni v prid. Katarina Keček in njena priča Edvard Štravs sta pod prisego lagala. Vse, kar jaz zapišem v obrambi, drži kot pribito. Nimam še psihiatričnega mnenja. Kdo bo zdaj meni hodil na sodišče pričati? Nihče drug kot oče njenih otrok. Gospod Keček bo prišel pa razlagal, kakšno psiho ima. Center za socialno delo bo dal potrdilo, da je imela prepoved približevanja svojim otrokom. Psihiatrična klinika bo mogla kartoteko pokazati, dokazati, da je hodila na psihiatrijo. In to bo vse v pritožbi. In potem bo nekdo dobil en velik črn madež. Da te mene vi slele jebali en režim, da svoboda govora, ki je sveta stvar, da bo okrnjena. Jaz nisem tukaj, da žalim, zato da dajem svoje znanje občestvu. In za znanje sem jaz preganjan. Tadeja Oblak, pa policisti.
inšpektori na strani režima, pa Irena Hribar, neće moći ove noći, brez da bi se izboril. Ajde, čao.